Hej, hej, pazi zdaj. Hej, hej, pazi zdaj. Hej, hej, pazi zdaj. In se nasmej. Hata, a tle niso snemale Nepozabno poletje? Hej, hej, pazi zdaj. Malo krog sebe poglej. A ne vidiš, koliko intrig nastane z ljubezenskih verig? Hej, hej, pazi zdaj. In se nasmej. Večja, ko je zmeda, bolj zabavno je seveda. Bilčovs, idilična vas na Dravo na sončnem območju Gur, je bil za kratek čas dom naše 30-članske filmske ekipe Nepozabnega poletja. Odločitev za snemalni kraj je bila dokaj enostavna. Bilčovs nudi pravzaprav vse, kar smo si zaželeli. Ima tipične vaške značilnosti, cirkus, gostilno, trgovino, šolo, predvsem pa prijazne domačine in idilične domačije. Pred kamero je stopilo 16 mladostnikov, starih med 15 in 22 let. Nekateri so si predtem že nabrali izkušnje na domačih gledaliških odrih, ostali pa so začeli z ničle. Scenarij za vseh 9 epizod je napisala slovenska mladinska pisateljica Deza Muk. V priprave je bilo vloženega ogromno truda. Treba je bilo najti igralce, poiskati primerne lokacije in prilagoditi scenarij. Nepozabno poletje, to je 140 scen, ki se dogajajo znotraj, zunaj, po noči, po dnevi in to z 18 igralci. 140 scen v 19 dnevih, to je kot šah igra. Jaz sem bil pri delu in naenkrat me ena govori po slovensko. Jaz sem tedaj bil pri Rutarju, sem prodajal. Ja, in je rekel, da noče kaj kupiti, temveč me hoče vprašati, če bi bil interesiran, da igram v enem filmu zraven, v enem mladinskem filmu. Jaz v enem filmu, dopadlo se mi bi že. In naslednji postopek je bil to, da so me vprašali, da so domov prišli k meni za kamero in me intervjuvali. In tretji termin, ki smo ga imeli, so rekli, ti igraš to vlogo. Ja, jaz sem se pač spraševala, koliko teksta bo se za naučiti in kako se ga bom naučila. Pa ja, kaj bo moja babica mislila. Trud se je obrestoval, saj se je v 19 snemalnih dneh nabralo za 28 ur filmskega gradiva. Ja, schnell kurz, jaz sem 10 let tudi na ti. Ja, pa. Štaro, in ne vem, če potem, on je tam pretra, ja, potem. Ja. Če bo ti šel za nohi tak, ja, potem imaš več švunga, pa kannst durchziehen. Ja, genau. Ja. In v 8. epizodi sem mogel le naenkrat boksati, nekaj, kar še nikoli nisem v življenju delal, ker sem le bolj pacifist, kot se vidi. Točno v 8 začnemo. Hvala, adijo. Hej, jaz se te res nimam čas, jaz smo toliko za organizirati, vsi hoče nekaj. Fuck! Alter! Zabolel je že, ta čudno tudi, če bo zdaj realistično gledano, če bo to zdaj bilo resno življenje, pa ga ne boš mahnil nazaj, ampak to je pač film, to je bila scena, riziko je pač takšen in vse se nekaj zasmejati. No risk, no fun. Tu pri Sramsičniku, ob tem čudovitem razgledu, smo si vsak dan tankali energijo za dan poln novih izzivov. Je fajn, ker je dosti mladine v hiši in action je biva. Kaj bi bilo poletje brez kopanja, lenarjenja? Veliko smo snemali na, ob in v vodi. Malo čudno občutek je že bil, ko so me nesli z vode in potem so vsi delali paniko okoli mene in jaz se nisem smela ganiti. Potem sem se mogla tako koncentrirati, da ne preveč vidno diham, da sem se sama že strašila, da ne diham več.
scena, ko smo Julio potegnili ven iz vode, je že bila precej trda, ker smo šli kar iz mrzle vode ven na mrzl zrak in se je precej vleklo, ker smo jo mogli snemati vse v enem in to seveda ne gre brez napak. Ja, ampak še dobro smo imeli pripravljeni brisače in to po avtu smo kar skočili not in smo bili rešeni. Hej, a poznate tisti vic, ko sta dva sedela v čovnu, ki se je potapljal? Noče poslušati takih vicev. Peter in Metka sta... Meter in... Hudiča se čovn zares pušča. Hej, družba! Konec cesta, plavali bomo in to takoj. Pridi, Julija, gremo. Ne smem! Julija! Ja, proti koncu snemanja v septembru je že bilo kar precej mrzlo in smo še imeli sceno v Pulu. In to je bilo zelo mrzlo. Malo zdaj tiho bote od mama, da še Enkrat smo na tale termometer poglali in tle je stal 24 gradov, pa to fiks ni bo 24. Jedla so tudi pa nas tukaj in smo jih spoznali, da jih precej bilo. No. Dobro počutje ekipe med snemanjem je eden ključnih dejavnikov za uspeh nepozabnega poletja. Moja vloga pri filmu je bila čisto raznolična. Jaz sem bila ati, kjer je vozil otroke po Koroškem, sem bila mami, ki je tolažila, kadar je bilo treba. Sem bila velika sestra, ki vedno vse boljše ve in kateri nikoli ne zmanjkajo pametni nasveti. Bila sem pa tudi majhen bratec, pri katerem se lahko odreagiraš, če je bilo vsega preveč. Mladi igralci so bili postavljeni v novo, njim še neznano situacijo. Igranje pred kamero je tako prineslo cel kup nepredvidljivosti. Ti si organizator poletne noči. No. Pa še. Kaj pa samo? Po mojem bi on moral biti... Peder. Saj, Niko. Halo. Nekaj bi se rad s tabo zmedil, glede poletne noči. Točno veš, kako važno je nam ta musical. Ni zaradi Jasmine, res. Prepozno ste se prijavili. Milena. A si že videl ta novo kelnaco? Ta je ful lepa. Zdaj vsak nekaj drugega reče. Meni je bilo zelo všeč, da sem, ker ponavadi sem bolj v nemško govorečih krogih. To je res bilo prvič zame, da sem res 3 tedne non-stop bil v tej slovensko govoreči družbi. Ta stavkaš. Daj te tu nas. Ja. Ti bom rad spekel. Ti bom vse razložil. Kar se mi fajn zdi je, da so Rošpod Južna Zila, da so se v sredini srečali prav tukaj v Bečovse pri nas in da smo tudi mi spoznali preko televizije, imamo čudovito občino, čudovito naravo. Točno veš, o čem govorim. Vem, ja. Govoriš o tem, da si me poljubil. No, prej bi rekel, da si ti mene. Tega pa še nikoli ne bi storila. Tudi jaz ne, niti v sanjah. Ja, pri tej sceni mi je pa srce zlezlo v hlače in jaz mislim, da nisi vedel, kdo se koga bolj boji. Konj mene ali pa jaz konja. Konja sva iskala, daleč je pobegnil. Prosti, jaz tudi nehno moram reči. Mirno, mirno. Ha ha ha!